dobrodošli spet na moj kanal, moje ime je Kasolo in danes govorimo spet o filmih. Mesec je okrog, marc je mimo in dajmo pogledati, kaj vse sem gledala v marcu. Ne vem, če rabim še sploh kaj predstavljati, zdaj že veste, kako to deluje. Upsi. Priznam, da sem bila ta mesec sam 2-krat v kinu. Happens. Ampak mam itak na koncu vam bom povedala, kjer filmi prihajajo v kino. Bom definitivno šla, probala bom vse pogledati, no. Ampak kaj je bilo ta mesec? Ok. Prvo je bil film Dungeons and Jesus, kaj je to težko reči. Prvo je bil film Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves. Jaz sem kar iskrena. Pojma nimamo Dungeons and Dragons. O igri nasploh. Like, nothing. Poznam ljudi, ki špilajo. Jaz ne špilam. Nisem imela nobenih pričakovanj od tega filma. Jaz sem dobesedno samo šla v kino, ker se mi je cool zdelo in nisem imela res, nič nisem pričakovala. Nisem pričakovala, da bo slab, nisem pričakovala, da bo dober. Jaz sem bila sam tam zato, da jem načase. Film je v bistvu zelo taka lahkotna fantazija, malo tak parody na fantazijo, adventure, mama tak Marvelast feeling, tako da če so vam všeč taki malo bolj smešni filmi, je to definitivno za vas. Če vam je všeč Lord of the Rings, pa če imate radi komedijo, je to popolna kombinacija za vas, ok? Zgodba me mogoče na začetku ni toliko not potegnila, ker se mi je zdelo tako kar mal prehiter, pa preveč različnih likov, ampak na koncu toliko je enih dobrih idej vmes, enih scen, ki so ful nepričakovane. Zdaj meni najljubša je bila tista s portalom, pač res nekaj, kar še nismo videli. In to mi je bilo cool. Razen tega, da ima mogoče mečken weak cons, se mi zdi, da cons bil mečken bolj speljan. Tak, ok, overall je bil v redu film, bom rekla. Ok, je za pogledati, je za videti. Liki so luštkani, v bistvu so zelo lovable, taki zelo jaz sem se kar precej navezala na ene od likov, ampak več o tem filmu pa lahko poslušaš v podcastu Navadna breskva, ki smo ga zdaj začela z Juretom. Kraljevskega podcasta ni več, zdaj je Navadna breskva, imenuje se po eni sceni iz Kung Fu Pande, če veste, če ne pa pejte poslušati, da vama to povema. In tam se v bistvu pogovarjamo malo bolj na dolgo in široko o vsakem posameznem filmu. Tukaj jaz sam govorim o 8 top filmov ta mesec in to je to. Naslednji film je Shazam, Bez bogov. V bistvu je to drugi del pač Shazam. Shazam je prišel ven že kar nekaj cajta nazaj in bom rekla tak. Ne vem, če je Shazam rabo drugi del. We didn't see it coming. Pač tak je bilo res dost random in se mi zdi, da DC zdaj poskuša nek svoj univerz vzpostaviti, da bomo zdaj ful to hodili gledati isto kot za Marvelove filme, čeprav že Marvelu to ne uspeva več tok in se mi zdi, da je, ne vem, no, velike cameo v tem filmu, oziroma omenja se druge like iz DC univerza, kar cute, but ne vem, če bomo tok navezani, kakor smo bili na Marvelu. Vsaj jaz ne vem, DC mi je vedno tak, it's a movie, ok? In tudi ta film, it's a movie. Spet, dost bolj lahkoten, kot karkoli drugega. Komedija ogromno. DC je v Deadpool, bom rekla. Mogoče ima toliko močnih jokov, ampak ja. Zdaj meni je definitivno bil najljubši Jack Dylan Grazer, zaradi tega, ker je bil že v It je bil, he's just so precious. In sem happy, da ima tukaj v drugem delu zdaj mečkem večjo vlogo, kot jo je imel v prvem, čeprav prvega se honestly skoraj še spomnim. Sem poznam nek original premise, skoraj se ne spomnim iz tega filma. Forgettable so. To je samo moje mnenje, ok? Je pa drugače tak bolj coming of age story, pač mladi so in zdaj se soočajo z mečkem bolj resnimi temami. Zdaj bom probala čist brez spoilerjev. Pejte pogledati film, ker je še vedno v kinu, da ga priporočam. Ampak ja, so ene zgodbe, ki so malo bolj globoke, kakor so bile pa v prvem delu. Tretji film je Wall-E. Midva z Juretom po moje še nikoli v življenju nismo gledali te risanke v angleščini, najdla smo jo na Disney+, ker so vsi Pixarjevi pa Disneyevi filmi so zdaj na Disney+, ampak so v angleščini ni sinhronizacije. Jebiga. Ta film je vizualno tok stunning. Animacija res nima se več kam razvijati. Iskreno, zdaj lahko samo še stiliziramo vso animacijo, realistično res nima več smisla delati. Ampak glede zaradi tega, ker smo že 15 let nazaj naredili dosti realistično, ker ta film res dobro zgleda. Vse scene tistega planeta, ki je vse umazano, pa ko v Wall-E hodi okrog. Pa tudi spaceship je tok dobro dizajniran, pač chef's kiss. Je pa tudi glasba dost amazing v tej filmu. Pa sound design, listen, jaz skozi poslušam soundtrack od Wall-E, ker je sam in skozi si pojem by and large, like the superstore, happiness is what we sell, that's why everyone loves Vienna. Zakaj znam to na pamet? Well, drugače je ta film še iz tistih cajtov, ko je imel Pixar res še boljši fokus, kar se tiče storytellinga, nekih teh secret worlds, o tem bom še kasneje govorila. Kar eden boljših, bom rekla. Moj top Pixar film je verjetno Ratatouille. Mogoče zaradi tega, ker ga v slovenščini voice Lado Bizovičar in full amazing fita v to vlogo. Pač chef's kiss.
primerno, ker je šef. Ok, to je bilo slabo. Mogoče je bilo tokrat prvič, da dejansko nisem jokala med Wallyjem, čeprav sem se mogla kar zadržati, ker I was very close. Imam pa eno vprašanje, zdaj za vse teoretike, ki ste tukaj v mojih komentarjih, če kdo gleda Film Theory ali pa Game Theory pa te fore. Zakaj je na ladji, ki pride na zemljo, da bi Eva najdla rastlino, zakaj aktivirajo samo eno Evo? Razumem, da je to zato, da gre zgodba naprej, zato da se Wally samo v eno zaljubi, ker drugače jih je na ladji. Vidimo jih v sceni vsaj 5, Lada jih je še več, ker je ogromna ladja. Ampak kje je logika, da če oni iščejo življenje, da aktivirajo samo eno? Planet je ogromen. A ne bi bilo boljše, če bi imeli, ne vem, vsaj 20 jih, ki raziskujejo skozi? Just my thoughts? Kaj bi mislite o tem? Pa še eno vprašanje, ki ga v bistvu Jure zastavil. A bi si res ljudje želeli iti nazaj na zemljo? Če imajo na Axiomu, na tisti ladji, imajo hrano, pijačo, vse, kar rabijo, oblačila se jim kar spremenijo, skozi imajo pred sabo ekranče, to je v bistvu naša realnost zdaj. I don't know, a smo se ljudje od leta 2008 polenili, ampak se mi zdi, da society trenutno tega ne bi vzel kot tak ogromen problem, kot smo to vzeli leta 2008. Takrat je bilo o moj bog, ti ljudje dejansko cel dan sedijo na onom floating stolčku in gledajo tisti TV in danes v bistvu skozi samo to delamo. Samo še floating stolčkov nimamo, da bi lahko tam po ulici tam kar floatali. Vse drugače pa skozi nekaj gledaš. A gledaš YouTube ali gledaš televizijo, skozi imaš nekaj pred sabo. TikTok, drugače. Ne vem, zakaj sem rekla televizijo. Naslednji film so Roboti. Ta film smo najdla v slovenščini na Slowflix. Na Slowflixu v bistvu imate veliko filmov, ki so sinhronizirali v slovenščino in res smo hotela tega v slovenščini gledati, ker je eden izmed tistih, ki so bili narejeni v renesansi slovenske sinhronizacije. Ok, včasih je bilo bolje. I'm just gonna say it, kind of ni več toliko dober. Takrat so se ful igrali z narečji, pa z različnim načinom govora. Zdaj pa se mi zdi, da vsi ful preveč pravilno govorijo, pa to sem definitivno že povedala, ampak pejte si pogledati Robote, pa primerjajte to z, ne vem, Obutim mačkom. It's a big difference v načinu govora, pa po moje tudi, če gledate Obutega mačka 1, pa Obutega mačka 2, lahko vidite to razliko v sinhronizaciji. A pa to nima nobene veze z dejansko risanko. Hotela sem reči, čeprav je ta film iz leta 2005, kar je a long time ago, in a galaxy far, far away, film zgleda noro dobro. Je res, da tukaj ni nobenih organskih elementov, ni nobenih živali, ni nobenih ljudi, ni nobenih rastlin, dobesedno vse je narejeno iz železa. In če se kaj spoznate na animacijo, veste, da je ful lažje animirati shiny things. Zato je tudi Pixar začel z žuželkami, pa z igračami, šele pol so začeli dejansko delati filme o ljudeh in o kosmatih živalih, ker dlako je težko animirati. Glede zaradi tega se ta film iz leta 2005, verjetno se marsikdo od vas še rodil ni takrat, noro dober zgleda, ker je vse železno. Obožujem ta unikaten svet, ker dejansko ne zgleda nič kot naš. Skozi so eni zanimivi elementi, te njihove zgradbe, pa vse to. Liki so noro dobro dizajnirani, vsi so unikatni. Vsak lik ima neko svojo nenavadno karakteristiko, zaradi česar izstopa od drugih likov. Se mi zdi, da tega ful ne delajo več danes. Imam samo en problem, drugače to risanko. Zakaj se Robi na koncu odloči za uno srebrno moderno bebo, če bi ful boljš pasul skupaj s Fračo? They looked amazing together. Mogoče bi rabili Robote 2, ki bi jih sinhronizirala ta ekipa iz prvega dela, zato da bi bilo neko konsistentno, da bi bile šale enake, ker če ne delaš enih šal v narečjih, sploh ne delujejo. Like, Velevar enkrat vmes, ko zgubi zavest in rata čuden, reče neki, jaz sem najlepša deklica na gasilski veselici. Jaz tega zdaj ne znam tako reči, ampak je toliko dober. Pač sam nek ta žmoht doda v risanko. Ja, pa ta risanka je polno enih umazanih šal, dirty jokes. It's full of it. Obožujem. Se mi zdi, da risanke tega ne delajo več. Ta je bila res up there, like, če se spomnite znane scene čist na začetku, ko Robija delajo, ko pride fotor kao prepozen domov, ki je žena mu reče, dojenček je že prišel, ampak sej najboljši del je delanje dojenčkov. It's so weird, ampak listen, it was good. Otroci tega ne razumejo, ampak odraslim je pa vseeno zanimivo. Še en Pixar film je naslednji Soul, oziroma Duša v slovenščini. Niti ne vem, zaradi tega, ker ta film sploh ni imel nekega releasa v Sloveniji. To je bilo direkt med korono. Zaradi tega je ta mal bolj tak underdog Pixarjevih filmov, ker je bil releasan direktno na Disney+, med korono je bilo in ni bilo nič o tem filmu. Jaz sem ga gledala po moje pol leta potem, ko je prišel ven, ker sploh nisem vedela, da je prišel ven. Čeprav sledim Pixarjevim
Pixarjevim filmom in pač grem gledati vsakega. Mogoče vse ostale filme, mogoče kdaj falim. Pixarjev film, jaz moram biti na premieri, ker pač je Pixar in Pixar je moja ljubezen. Ampak je dober film. Pač zgodba je globoka, čeprav je film od 2 let nazaj. Je vseeno Pixar spet šel v eno tako malo bolj temo, ki ni glih lahka. V bistvu govori o smrti, okej? Zdaj, to ni spoiler, ker se zgodi v prvih 5 minutah, ampak glavni lik umre in se mora soočiti z življenjem po smrti oziroma z življenjem pred smrtjo, tehnično. V bistvu je nasploh ta film še en v serijih Pixarjevih, kako bi izgledal svet žuželk, avtomobilov, igrač, čustev, pošasti, ribic, you name it. Zdaj kmalu pride še Elemental, ki bo v bistvu kako izgleda življenje elementov, se pravi ogenj, voda in te fore. I'm excited about that, we're gonna see how it goes. Ta film je tudi glasbeno res čudovit. Animacija, ko band igra skupaj, klavir, itak. Jaz sem gledala 3-urne dokumentarce o tem, kako so oni animirali, da klavir reagira na prste, ker pač je res very specific in ni samo to, da se gumb dol porine, ampak da mora dejansko pač tisti, ki igrate v klavir, veste, o čem govorim, ampak tudi drugi inštrumenti tako dobro izgledajo, da pač dejansko verjameš, da oni zares igrajo. Scene, kjer grejo liki v The Zone, kjer pač toliko uživajo v tem, kar delajo, sploh pač naprimer glasbeniki tukaj. Oh my god, pač Pixar. Najbolj Elemental dober, prosim. Naslednji film je predlagal Jure in smo gledala v bistvu 2 filma. Orphan, prvi pa drugi del. I'm gonna be honest, prvega nisem hotela gledati, ker se mi je zdelo pač grozivka in me bo strah in whatever. Ampak je dejansko preveril in noter ni jumpscarov, tako da če imate isti problem kot jaz, pa sovražite jumpscare, ta film jih nima. Pejte ga gledati, please, res je dober. Zdaj pa, če nočete slišati glavnega spoilerja za te filme, please skipajte. Ene par minut do tele minute skipaj, ker bom spoilala. I'm sorry. Zgodba gre o eni punci, ki je posvojena v neko družino in kar naenkrat se začnejo dogajati čudne stvari okrog nje, v bistvu ne okrog nje, ampak drugim likom, ker ljudje dobesedno umirajo, vse gre narobe. In potem mi ugotovimo, da je ta punčka v bistvu ni punčka, ampak je stara 33 let, ampak ima neko genetsko napako, zaradi katere se ne stara in skozi dela kot punčka in valjda, da se ji talno strga od tega, ima ful mentalne probleme. Jaz sem ful hvaležna, da mi Jure tega ni spoilal, ker je res noro dober. Jaz sem samo sedela in sem bila what the fuck just happened? This was so good. In bom iskrena, prequeli ponavadi ne delujejo. Pač se zgodi, da je prequel totalno nepotreben in whatever. Ampak grozljivke imajo to unikatno lastnost. V vsakem filmu prikažejo neko skrivnost. Se pravi, da nekaj ne vemo, da je mysterious. Kar pomeni, da lahko naredijo dober prequel, da mi vse to zvemo. So v bistvu dajo nek prostor, da zgodbo pojasnijo v naslednjem filmu. And I love it. Čeprav bom priznala, da je mogoče drugi del majčken weaker, samo zaradi tega, ker ta punčka jo igra ista igralka in tukaj je dejansko stara 33 in se nažalost vidi, ker I guess anti-age tehnologija takrat še ni bila dobra. Ampak mene je mogoče to majčken vrglo iz zgodbe na trenutke, ni mi bilo toliko šokantno, ker originalu je tako cute in taka majčkena in pa she's just such a cute child. In pol v drugem delu zgleda dobesedno pač kot odrasla ženska. I'm sorry, it doesn't work. Ni isto creepy, no. Priporočam pa, da gledate tudi v tem zaporedju, da prvo gledate pač ta original film, pa pol prequel. Tukaj pa mislim, da ne smeš zamenjati, ker pa si čisto totalno vzameš ta glavni wow moment. Naslednjo je končno ena serija, ker ta mesec se mi zdi, da nismo toliko serij gledala. Gledala sma Disenchantment, ki ima 4 sezone in mogoče zaradi tega nismo gledala drugih serij, ker nismo imela cajta, ker smo gledala skozi Disenchantment. Je v bistvu od istih ustvarjalcev, kot so Simpsonovi pa Futurama, kar very good, ker Simpsonovi pa Futurama sta res popularne serije in bo pač logično, če ga naredijo nekaj novega, že imajo neko znanje, da bo tudi to dobro, ne? Well, I have beef with this. Čisto iskrena bom, pa vem, da sem tole zelo že 50krat rekla v tem videu. Čeprav so liki v prvih 2 sezonah res lovable, Lucy je bil moj najljubši karakter od prvega trenutka, ko sem ga videla. Res je fucking cute in he's just so snarky in tak pač demon je in he's awesome, you know? Bean je že od začetka
taka malo annoying. Ampak pričakuješ, da bo imela nek character growth, ker je v bistvu naslednja kraljica, mora naslediti svojega fotra, ki je kralj. Ampak iskreno, nima nobenega character growtha in je v 4. sezoni insufferable. Pač na živce mi je šla. Celotna serija gre po polovici 3. sezone sam. Ne vem, res ni dober. Recimo, Lucy, čeprav je moj favorite character in ga obožujem, je v prvih 2 sezonah tak, res, he's ahead of y'all, pameten je in ve, kaj dela, ampak na koncu v 4. sezone vesane, ki poje, pa zraven se dere, pa pleše, pa nima nobene resne vloge. Pač, dajte ga ven, dajte si izmisel, da je nekje drugje ali nekaj, ker samo da napišeš nek prazen line, samo zato, da je kao smešno, to ni smešno. Pa je pa 5. sezona, ker se pač 4. konča na cliffhangerju, ki je kar precej tak cliffhangerski. Ampak še ni nobenega release data za 5. sezono. Bomo videli, I don't know. Jaz sam res hočem videti, da se nekaj redimajo, da so mogoče poslušali fane, ki so isto rekli, da pač 4. sezona ni tako dobra in da se bojo popravili. I really hope that happens. Pa bomo videli. Zadnja serija, ko smo jo gledala, je pa Our Flag Means Death, ki jo lahko najdete na HBO Max. V bistvu Disenchantment lahko najdete na Netflixu. Ne vem, zakaj ne povem vsakič, kje lahko najdete, okej? Pozabim. Na kratko, Gay Pirates. Ja, to je to. End of story. Je v bistvu ena izmed mojih najljubših serij. Prišla je ven marca 2022, se pravi leto pa mesec nazaj in jaz njo zdaj pogledala že 3-krat. Res je amazing. Sledi enemu tipu, ki se čez noč odloči, da ne bo več gospod, ampak bo postal pirat. In v bistvu postane The Gentleman Pirate. Se pravi, da je vse, kar pirati niso. Ampak on je vse pirat, kind of. Recimo. In potem spozna Blackbearda, ki pa je the pirat. Like, Jack Sparrow nima nič na tem tipu. Igra ga Taika Waititi. Jaz sem se v bistvu v Taiko zaljubila preko te serije, ker je bil res dober. Zaljubila sem se pa pri Thoru, ta zadnjem. Upsi. Všeč mi je v tej seriji ta naraven razvoj odnosov med pirati, ker so v bistvu pač posadka, ampak oni so ful povezani med sabo. In vem, da bo marsikdo rekel, da so poženščeni in da so... vsi so majčken gej, ampak iskreno sam ful dobro komunicira med sabo, pa res se imajo radi, ampak ne, pač ne vem, zakaj morajo moški vedno to narediti weird. Oni dajo vibe enih skupine, enih punc, ki so zelo dobro povezane med sabo, ker ponavadi moški v medijih tega ne znajo, ampak tukaj so pa zelo dobri, mislim, da vsi tipi bi se mogli zgledovati po njih, zato da bi majčken bolj razumeli čustva in bili bolj človeški, let's be honest. Zdaj, spoiler, skipaj na to minuto. Ta Stede Bonnet, ki je The Gentleman Pirate, in Blackbeard, oziroma Edward Thatch, se zaljubita, ampak se zaljubita na en tak zelo naraven način, ni forsirano, ker sovražim, kadar so v serijah ali pa filmih pač enostavno they're gay just cause. Ampak tukaj je nek ta, ne zna razložiti, ampak ni prisiljeno. In do 10. epizode ali 9., ko se ona dva prvič poljubita, you firmly believe, da sta ona dva zaljubljena in da se bo zgodilo, in se mi zdi, da celoten fandom je pred to epizodo sam tek, they have to kiss, but they won't. Zaradi tega, ker ponavadi ljudje sovraži, ki se geji lupčkajo, ker sta dva tipa in to je fuj. Ampak ta serija rekla, fuck that shit, lupčkala se bota in se lupčkata in tek, ker dobiš, ne vem, krat metulčke dobiš, ker se ona dva prvič poljubite, zaradi tega, ker verjameš, da sta ona dva ful zaljubljena. And I love that. I love that for them. Serija se konča na cliffhangerju, tako da druga sezona bo, je že v postprodukciji, ampak ni še nobenih informacij o release dateu. Letos bo, ampak ne ve se kdaj. To je to za mesece filma. Film je meseca marca, zdaj pa kaj prihaja v aprilu. Najprej imamo seveda Super Mario movie, ki I'm so sad, da ga bom šla v kino gledati v slovenščini. Pač no hate, ampak Jack Black je Bowser. In on je Bowser. Po vseh, kjer on oglašuje ta film, on je dal svoje vse za ta film. Vse, noben drugi igralci iz tega filma se ni toliko potrudil kot on. In mogoče bom z Juretom celo zrihtala, da ima šla film gledati v Londonu, ker gremo konc meseca, samo zato, da ga lahko gledamo čim prej v angleščini, ker bo wonderful. Sen, ki je že v filmu, pa ga moram ići če gledati, je 65, Adam Driver igra, nimam pojma, o čem je film, izgam ga šla gledati, zaradi tega, ker je Adam Driver, no, to je to, I'm a simple woman. Naslednji je Ant-Man, ki ga še kar nisem gledala, Quantum Mania, in iskreno ne vem, če me glih tok zanima. Po mojem bom počakala, da prije na Disney Plus, pa bom pol naredila video, ker ne vem, no, sam nimi. Marvel Phase 4, I don't care.
aj zdaj že Phase 5, se ne vem. Mogoče ne vem, kak video dejansko o celotem Marvel univerzu, kako gledati filme po vrsti, kjeri so pomembni, kjeri niso pomembni, kjeri moraš gledati pa po fazah, bla bla bla. Dajte mi napisati dol spodaj, če bi vas to zanimalo. Pa še zadnji film, John Wick 4. Tudi je že v kinu, tako da pejte ga gledati. Jaz ga še nisem, ker smo zboleli, ker je bila premiera, tako da ga nažalost še nisem. Ampak upam, da ga bom do konca aprila, da ga lahko naredim review v filmi meseca aprila. To je to za današnji video. Če imate kakšne predloge, kaj naj gledam, mi napišite dol spodaj, followajte me na Instagramu, subscribite se na moj kanal in to je to. Lepo se imejte in veliko filmov pogledajte. Čau!